Preden pa greva na temo, sva pa dobila vprašanje. In sicer Urša nam je pisala in naj vprašala, a me Facebook posluša, da mi lahko prikazuje oglase na temo, v kateri se pogovarjam s prijatelji. A ja, to je ta del, ko imaš telefon, pa dobiš, pogovarjaš v kosilencah, pa dobiš glas za kosilence. Ja, nisem sicer mislil, da bova že tako hitro mogla v te Mythbusters vode iti, ampak no daj, povej, kaj si ti misliš o tem ali pa... Zdaj, mal sem, ker sem to prebral, razmišljal o tem, bi rekel, da ne. Mislim tako, veš, ne je zato, ker tako mora imeti neko soglasje, da te lahko poslušajo. Sicer mi je ta moment, ko Siri se vklop, brez da jo človek pokliče, da je ta pušča odprta vrata, ampak jaz bi rekel, da načeloma te ne. Je pa verjetno neke druge vzorce, ne, mogoče tehnično, kaj misliš, da se lahko vse zgodi, zraven zajamejo te velike algoritmi, da bi ti pa vsem pokazali neko glas, če si v neki skupini ali pa v neki ste se pogovarjali. No, jaz bi tudi rekel ne, ker Facebook ima en kup teh dark patternov, temnih vzorcev, ki jih koristi pri pridobivanju uporabnikov pa naših podatkov, ampak tle bi rešlo za velik, najbolj bi mogel security exploit, preko katerega bi lahko dostopali do mikrofona na tvojem telefonu, brez da za to dobijo vprašanje od operacijskega sistema oziroma dovoljenje eksplicitno. Tako da to se ne dogaja, je pa en kupenih razlag, kako do tega pride. Ne? Torej, zelo velikrat se zgodi, da se midva nekaj pogovarjava, recimo, ja, kaj si rekel, v kosilencah. Kosilence, ja, pomlad pa to veš. Tako, in ti jo sicer res ne pogooglaš, ampak potem si začne kazati v glas, ampak čisto lahko, da sem jo jaz pogooglil. Torej, po najnem pogovoru sem jaz rekel, tudi jaz rabam kosilenco, za koliko kvadratov so zdaj že te robotske, jo pogooglam, in ker sem videl v istem prostoru, na istem omrežju, en del targetinga poteka tudi po IP naslovih, po teh mikrolokacijah. Drug del je pa to, da ko začneš o eni stvari razmišljati, jo potem ful bolj opaziš. Torej, ko začneš iskati nek avto, za katerega si mislil, da ga nima prav veliko ljudi, ga pol vidiš v polurni vožnji 6-krat. Še prav tisto barvo, katero si ti ogledoval. Tako da malo je, se mi zdi, da psihološkega, da drug je pa tudi, da ja, targeting, ki ga delajo velike oglaševalske mreže, je majčkeno strašljiv, oziroma veliko stvari probajo. Torej, probajo res vse podatke sprocesirati in sam par oglasov ti porint noter v feed, potem je pa na tebi, a boš na njih, a se boš tam scrollanje malo ustavil, a boš kaj po kliku, potem se ti bo pa jasno začel samo še to kazati. Ja, ta del se mi zdi, da je dosti pomemben, ko si ga omenil. Ni ravno, da klikneš eno stvar, veš, lahko si dobil nek oglas zelo v neki vsebini, pa se malo dalj časa zadržal kot običajno. Ti nimaš občutka, ja, zdaj sem pa več gledal, ampak ti si, veš, tisti, ki si naredil neko manjšo razliko in lahko je to pač tisti trigger, ko včasih ljudi malo vsem pozabimo, pa mislim, pa res, pa nisem načiskal. Ja, točno to. Skoka najbolj znan primer tega je po moje tista zgodbica, ko je oglaševalc oziroma spletna trgovina prej vedla, da je neka ženska noseča, preden je ona sama vedla, kjer je šlo isto za to. Analizo nekih vzorcev, kjer so jo pač posegmentirali med nosečnice, še preden je ona test nosečnosti naredila. Ok, upam, da so odgovorila na vprašanje. No, da Urša, hvala za vprašanje.